Če mi kdo samo omeni samodejni menjalnik CVT, takoj pomislim na skuter. Ne, v bistvu na sesalec, ker doma veliko sesam. Čeprav pravijo, da bi moral biti idealen, ker vedno skrbi, da so motorni vrtljaji v idealnem območju, v praksi ni tako. Niti pri Subaruju ni nič drugače, če ga poganja bencinski motor. Glasen je in poraba je velika. Dokler ni povezan z dizlom. Ja, to pa je novost pri njih. Izkušnja je zdaj veliko boljša, hrupa je manj, bolj zvezno vleče, no poraba pa je vseeno za kakšen liter večja kot pri ročnem menjalniku. Najbolj me dejansko moti, da dolgo rabi, da prestavi iz park v drive ali pa v vzvratno prestavo, morate prav počakati, preden speljete. Počasih malo cuka, ko se počasi peljete v koloni. In zapora diferenciala je tukaj elektronska, ne mehanska, tako da je malce manj prepričljiv še na terenu. Kljub nekaj pomanjkljivostim pa me avtomobil še vedno zelo prepriča. Ima karakter. Res, prav super se pelje, tudi na slabih podlagah, čeprav nos malce preveč sili naravnost in sta previsa spredaj in zadaj predolga. Pa notri bi lahko bil malce manj plastičen in vzmetenje je za odtenek pretrdo. Avto ni poceni, 46.690 evrov stane in v tem rangu pač postaneš še malce bolj zahteven. Tisti, ki se radi dobro in veliko vozimo, bomo še vedno znali ceniti vse kvalitete Outbacka. Veliko jih ima in tudi menjalnik, če sem čisto objektiven, še zdaleč ni slab, kot tudi ta razgled, ne.